Trde in dolge bitke smo bili. Recimo pri brezplačnem kosilu za šolarje iz revnih družin. To je bila zgodba, ki se je vlekla 1 leto in pol. 1 leto in pol smo se borili za napreden socialni ukrep, ki iz vidika proračuna za seboj niti ni potegnil kakšnih silnih posledic. V nekaj milijonih smo se pogovarjali. Pa je bilo kljub temu treba najprej trkati na vrata ministrstva, potem razbijati po vratih istega ministrstva, šele potem, ko se je aktivno vklopila najširša civilna družba, šele pod tem pritiskom javnosti smo z brezplačnimi kosili za revne šolarje tudi uspeli. Pa ne gre za osamljen primer. Tu je dvig socialne pomoči na 385 evrov. Na koncu prejšnjega mandata smo ga izsilili. Potem, ko smo 4 leta opozarjali, izpostavljali, razlagali, prepričevali. Vračljivost socialne pomoči je bil še en problem, ki smo se ga v prejšnjem mandatu lotili in kjer smo to penalno naravo socialne politike poskušali prestaviti v solidarno naravo. Ker to, da ti za prejem socialnih transferjev država zaseže oziroma se usede, zaplombira nepremičnino, to je popolnoma nesprejemljivo. To potem ni nikakršna pomoč, to je samo neka oblika kredita. Naša zahteva po popolnem izčrtanju vračljivosti socialne pomoči sicer ni bila uslišana v državnem zboru, ampak smo bili dovolj trmasti, dovolj vztrajni, da je vsaj v nekem delu nekdanja ministrica Anja Kopač Mrak in v vladi Mira Cerarja morala popustiti in se je vsaj delno odpravila vračljivost socialne pomoči. Seveda je pa treba odpraviti v celoti. Pa tudi minimalna plača navsezadnje. Morali smo čakati 4 oziroma 5 let do nove vlade, da smo se dogovorili za nov zakon o minimalni plači, ki je resno šele dvignil minimalno plačo. Prej pa 4 leta, tako kot da bi govorili v prazno, ampak ker smo govorili veliko, ker smo bili tudi tu trmasti, se je navsezadnje tudi ministrica morala začeti umikati in je tudi sama začela predlagati višje zneske dviga minimalne plače, kot jih je predlagala prej. Kar želim pokazati je, kako zelo se je zakoreninila ta miselnost penalnega, disciplinskega, nadzornega pristopa k socialnim pomočem in vodenju področja dela in sociale. V tem mandatu imamo priložnost, da s to politiko končno presekamo.